Je pa tole meni osebno najlepša pot na Snežnik. Vprašam, kaj je. Je bil tak majhen črn, ta prav za nekega prebežnika. In prav, če gre lahko v avto, da je medveda videl. Kakšna prav strašljiva luknja je. Tega se pa človek ne more nagledati. Kakšen kontrast med belo pa modro. Sem vam rekel, da vam bom še eno anekdoto povedal. Tole je naš cilj. Snežnik. Evo ga grad Snežnik. Mi gremo pa levo. Živijo! Danes se pa nahajam v središču snežniških gozdov. In sicer malo naprej od Leskove doline proti Mašunu. Sta me starša ven vrgla in grem na Snežnik. Pa mislim iti do Sviščakov, kjer me boste čakala. Vmes bomo pa malo gazali, uživali, mogoče kakšnega medveda srečali, pa tako naprej. Bo kar dolga pot. Pejmo. Sem pa tlele na štartu kar precej vesel bil, ker je samo -1 stopinja. Tamle, ko smo se čez Lož peljali, je bilo -9 stopinj. Noro. In sem mislil, da bom že mogel po tem mrazu hoditi, pa je bila zgledna taka inverzija. Imamo pa ful lep dan in upam, da tako ostane. Je pa tole meni osebno najlepša pot na Snežnik. Ene par anekdot vam bom povedal med potjo. Šli bomo mimo enega ogromnega brezna, vam ga bom tudi pokazal. Pa prek ene 2-3 res fantastičnih jaz. Čista divjina, tudi polet nikjer nikogar. Tole je res raj v divjini. So pa drugače snežniški gozdovi največji neprekinjeni gozdovi v Sloveniji. Tukaj je tudi gozd Ždrocle, mislim, da se reče, ki je tudi z UNESCO varovan, tako kot Škocjanske jame, pa še nekaj v Sloveniji, pa se zdaj ne spomnim. Tako da je tukaj kar nekaj stvari za videti. Je pa tudi med obema vojnama je tukaj potekala meja med Jugoslavijo pa Italijo, tako da je snežniški gozdovi so tudi polni italijanskih bunkerjev za ljubitelje zgodovine. Tole se nam pa priključi cesta z Leskove doline. In tukaj pa zgleda en sankan gor pičil. Malo višji. Bom tudi pokazal, kje so par let nazaj, ko sem šel gor, so imeli prav tekaške steze narejene. Malo pred tako lepo dolino, kjer se bo sonček pokazal, se nam pa markirana pot iz Leskove doline pridruži. In tukaj tudi vidim, da je šlo kar nekaj turnih smučarjev že gor. Bom pa zdajle naslednji klip eno anekdoto povedal, povezano s tole dolinco. No, tale dolinca se začne s takelem vsekom, ko ga vidite za mano. Drugače pa kar sem želel povedati, smo šli par let nazaj, me tole korona norija, sem starša pa sestro peljal na Snežnik in smo šli tle gor. In jaz glih tukaj začnem razlagati. Hoteli se
se tlele z ovinka pripeljamo in tale ravnina. Jaz razlagam, kako smo z jamarji tukaj po snežniku brezna iskali in ko smo našli kar precej ostankov od teh pribežnikov, ki se jih zadnja leta toliko hudo bojimo. In v glavnem se tukaj lepeljamo in na koncu cele ravnine na meni maha, pa tako malo dežvalje in oni bojo eni pelerini, taki prav zanikrni in jaz rečem, evo ga, to je ta, eden od teh. In maha nam, se seveda ustavim, vprašam, kaj je bil tak majhen črn, ta prav za nekega pribežnika in prav, če gre lahko v avto, da je medveda videl. In sem jaz rekel, da v avto ga ne spustim, sem kar okoli avto gledal, kje bo še 10 ven skočil, ampak da grem pa lahko z njem počas, da v avto gre mimo medveda. In gremo mi, gremo se 100 metrov in pol pospešim in tamle kakšen 500 metrov naprej se bomo tudi ustavili, bom posnel, se mi ustavimo, gremo en brezen pogled in on mimo pride. In prav, da je bil medved še zmer tam, mi ga sicer nismo videli, ampak je bil ves prestrašen, tako da mu verjamem. In se potem sestra začne z njim pogovarjati in model prav, da je iz Španije in da pač tukaj luta okoli in da mu gre ta korona na jetra in gor in dol. V glavnem, poanta tega je, da ne presojati ljudi po izgledu, pa pomagajte ljudem v stiski. Človek se je bal za življenje, jaz ga pa nisem v avto pustil, zato ker sem mislil, da je nekdo tam iz tretjega sveta, pa tudi če bi bil, pa kaj pol. In takrat sem prav slabo vest, sem upravičil in je tudi sprejel opravičilo, je razumel. To je to. Dosti nakladenje, gremo naprej. No, ene par 100 metrov naprej pred takim rahlim ovinkom je pa takole dol, pa res en tak res ogromen brezen, je direkt 60 metrov luknja, pa malo pogledal, če lahko do njega prišel. Ampak tamle dol je samo 20-30 metrov po cesto. Kakšna prav strašljiva luknja je. In dol je 60 metrov, mislim, da je 60 ali 64 metrov direkt luknja dol. Nisem še bil v tem breznu, ampak smo bili z jamarji tle, ko smo raziskovali oziroma iskali. Tamle gor se pa vidi že cesta, ne. Tako da se da, če imaš orang srečo, kar z avtom od zapeljati. Po enem slabih 2 urah sem prišel pa do križišča, kjer nas pot povabi takole. In bomo zapustili tele sledi od sank in se bo treba spet malo bolj matrati. Bomo pa zdaj kmalu, čez 20 minut bomo pri Gašperjevem hribu, ki je izhodišče v bistvu polet za snežnik. Sem poštudiral, kaj je to en človek tle hodil. Nekaj cajta hodim, pa vidim, da je tole le medo hodil, da so medvede šape. No, po kar nekaj časa hoje po cesti se je pa medo odločil, da je pa tlele gor šel. Jaz sem prišel naprej. Tole pa je izhodišče na Gašperjevem hribu. Da sem drugače pripelje cesta, ampak je dolg pa pomladi tukaj še sneg. Je pa to od tukaj izhodišče meni najlepša pot na snežnik pot. Zdaj kmalu videli zakaj. A se ga videli kaj skozi veje? Mogočneža. Se pa tle od začetka se kar precej strmo vzpne, tako da se boste takoj zadihali. Za nagrado, ko se takole stvar spomnim hoditi, je pa še ne samo da gazam, ampak je še vse povprek leži.
ampak bo. V glavnem kelemo. Vse je ful lušten, ampak se tudi malo matram. Tole pa ni kar tako, a? Ja, lušten je, nekaj je. Po telem gozdičku je prvo najprijetno hoditi. Sem že dvakrat eno vejo malo pohodil, pa ven iz snega skoč in sem dobil šamar po Hukulkepe. Tako da, zelo najprijetno. Tole pa prihajamo na prvo tistih planinc, oziroma planinc. No, jaz. Še pogled nazaj. Tole pa že začetek te druge jase. Kakšna lepa jasa. Fak, kako je dober. Koliko je noro dober. Tega se pa človek ne more nagledati. Sredi tega zadnjega gozdička je pa najstrmejši vzpon iz te strani na Snežnik. Tole pa, ne vem, kaj ne sploh rečem, po mojem, da prekrasno. Še kakšen presežnik. Kaj se dal na jasi sledi vid moje. Tole je že malo tle naprej, pa že Hrvaška. Sem pa bil drugače tudi že tukaj gor, ko so bili ti borovci vse pod snegom. Tako. Kakšen kontrast med belo pa modro. Ko bi bil nekje na drugem koncu planeta. Evo, še malo pogledati, kje sem prišel. Se veter malo igra takole, vrtinci dela. Se pa kar vleče tlele. Sploh, ko se mi udira. Ampak čez par dni, ko bo sonce tole malo predelil, bo pa idealno. Ko bo
trda skorja gor. Kaj noro je. Je dober razgled, a ne? Počas prhajamo na vrh. Tole pa vrh Snežnika, ne? Kot vedno vetroven. Tole je pa drugače Brezno na vrh Snežnika. Ne preblizu hoditi. Čist na vrh je. Tale bivak na vrh Snežnika so pa malo obnovili in sem vam rekel, da vam bom še eno anekdoto povedal, ki je povezana pa s tole krplo, ki sem jo noter dobil. Vam pa malo čez 1-2 klipa povem. Tole je pa ta drug del odprave iz Sviščakov. Pa iz Zverina. Evo, tako kot sem rekel, da povem. V glavnem ene 15-20 let nazaj smo šli tlele, sem šel z 2 prijateljama, Metodom pa Samotom tlele gor, še 2 punci sta šle. In nas je v bistvu na poti od tlele pa do vrha se je megla ful zgostila in ko smo na vrh prišli, nisi vedel, kaj je, v glavnem ni vidiš nič, ne. In potem ena od punc je imela take gojzdre, da nismo mogli nazaj po isti poti nazaj. In smo rekli, gremo malo okoli in ko smo šli malo okoli, sem tam, ko sem posnel, sem v bistvu padel dol čez opast, takrat je bilo ful več snega, bilo to vse pod snegom. In da ni bilo to zdosti, bilo je slabih 10 metrov tisto opast visok. Da ni bilo to zdosti, je pa pol še prijatelj Samo se gor norca delal, pa pel Peter je pa padel. Se mu je pa opast odlomil in je vsuna ogromna količina snega je mene v dolino odnesla, 200 višinskih metrov. Tudi Samo je dol padel za mano. In Metod Revež, ki je gor sam ostal, je pa policijo klical in so reševalci pol reševali. Ampak so šla midva pol kje proti Leskovi dolini in so me pol prestregala, tako da je bilo vse pod nadzorom. Ampak ena taka izkušnja s Snežnikom
in zmegla na snežniku. Tako da sem samo v lepem vremenu. Aja, no, še to, ta krpelj, sem pa jaz takrat, sem imel 2 krpla, ne, seveda. Mi je enega, ko sem šel s plazom dol, mi ga je utrgal dol in je na unu stran ostal. Ta drugega sem dam odnesel in sem ga 2 leti nazaj stran vrgel. 2 leti nazaj sem pa tudi sem gor pol prišel, se pravi slabi 2 leti nazaj sem pa sem gor prišel z Ivotom pa s Katarino in sem ta krpelj videl tukaj v bivaku, tako da me je tle 15 let čakal, da sem jaz onega doma stran vrgel. Ta je pa še zmer tle gor bil, tako da neverjetno. Kakšen lep pogled. Ok, sicer me neki kamerce heca, ampak tole bomo že zrihtali. Ali pa tudi ne. Nekaj se je spomnila, da ne bo se delovalo več. V glavnem, tole je bil snežnik. Ena taka luštna tura, sicer je ne morete izvesti, če nimate pomoči nekoga, ki ti avto pripelje na Sveščake, ampak drugače da pa tudi pač gor pa dol po isti, no. Ok, res heca. V glavnem, tura za vse letne čase, zdajle po zimi treba malo opreme imeti. Očitno moram zaključiti. Vpišite se, lajkite, komentirajte, pa lepo se imejte. Ajde, čau!